Na Bledu je lep sončen dan, tak kot jih je bilo že mnogo. Oaza, v kateri ne čutiš, kako blizu smo bili usodi, ki je doletela večji del Slovenije. Naravna nesreča, ki je zadela Slovenijo in je ne pomni niti poveljnik civilne zaščite občine Bled Jože Smole. Ja, bili so že v preteklosti tiste leta, ki so bili izpostavljene. Nekako mi je bolj ostalo v spominu poplave. Točne leta ne vem, ampak genau na božični dan, ki smo z vsem enotnim, kar imamo na razpolago, cel božič pa naslednji dan odpravljali, ne posledice, ampak črpali vodo in pomagali ljudem. Pa žledolom je bil bolj taka akcija, ki precej je stopala. Nekaj so bili pa večje in manjše akcije, ampak toliko hudih, kot je bilo. Zdaj pa masovnih pa ni bilo. V blejski občini smo vodni ujmi tokrat ubežali. Lahko rečem, da smo jo dokaj dobro odnesli, čeprav verjamem, da bomo tudi mi škodo ocenjevali v milijonih, milijon ali več, predvsem zaradi enega odseka ceste, govorimo o cesti od Bodešč proti Lancovemu. Hkrati naj povem, da je tudi cesta Selo-Lancovo zaprta in ta cesta Selo-Lancovo bo verjetno, ko bo voda enkrat odtekla, kmalu sanirana. Cesta skozi Bodešče na dnu vasi proti Bodeškemu mostu, pa težko rečem, kdaj se bo sanirala, kajti v bistvu je odneslo del ceste, odneslo je brežino, niti kam nimaš ta trenutek postaviti ceste, zato bo tule nek največji poseg. Seveda, vse ostalo imamo nekako pod kontrolo, bilo je evidentiranih 9 plazov, eden od teh je bil nekako najbolj ogrožajoč za 2 hiši in mi smo takrat tudi evakuirali tako na eni strani 10 turistov iz zgornje hiše na Straži, kjer so bili nastanjeni kot pač v apartmaju oziroma počitniški hiši. Spodaj pa smo evakuirali tudi 2 osebi, ki tam stalno prebivata. No, ti 2 osebi, ki stalno prebivata, sta zdaj že nazaj na svojem domu, kajti geolog je ugotovil, da je nevarnost tistega podora zemlje samo za zgornjo hišo, ne tudi za spodnjo. Torej, zdaj vsaj vsi na svojih domovih. Kar pa se tiče ostalih manjših plazov, pa so seveda nevarni v določenih primerih, vendar zaenkrat mislimo, da je vse skupaj zelo pod kontrolo. Najbolj nas mogoče skrbi ali pa je grenak priokus pri 2 manjših plazovih na Mlinem med obima Prežihovima ulicama, kajti ravno tam se lahko zgodi, da če bi prišlo do večjega podora te zemljine, da bi to vse skupaj zasulo strugo Mišce in bi potem ta potok odtekal dobesedno po dvoriščih in skozi hiše. Zato verjamem, da bo tam potreben nek hiter in pa strokoven pristop, da se vse skupaj ne bi ponovilo oziroma kaj hujšega zgodilo ob naslednji tovrstni priliki. Svojim delom je po nekaj dneh zaključil tudi štab civilne zaščite v občini. 99 akcij smo imeli, sodelovalo je skoraj 400 gasilcev, 4 manj. In te ur je bilo pa upravljenih preko 2000 teh za intervencije. Toliko, po mojih izkušnjah smo imeli precej več akcij zaradi tega, ker ljudje niso spoštovali opozorila, ki so bili v javnih medijih, in pa verjetno tudi zaradi tega, ker ljudje smo ratali bolj egoistični in gledamo samo na svoje interese, da pa poškodujemo, da pa bivalne ali pa razmere za nesrečo povzročimo, pa nismo preveč solidarni in ne razmišljamo v to smer. Na območju blejske občine je bilo v tem času evidentiranih 9 plazov. Zaradi nevarnosti plazenja je bila potrebna evakuacija 10 turistov in 2 občank iz hiš pod stražo. Evakuacijo smo imeli zaščito objekta, ga je plaz ogrožal. Zdaj je bila tudi včeraj že ocena plazu in trenutno ni nevaren, tako da so prebivalci vrnili 2 prebivalke nazaj v svoj bivalni prostor. Ta hiša, ki je pa bolj namenjena turizmu, jo bojo pa mogli sanirati pa porihtati. Za hitro posredovanje je vsem, ki so poskrbeli za njeno in hčerkino varnost in selitev iz ogroženega bivališča, izredno hvaležna Nina Kosmač. Moji občutki resnično sočustvujem z ostankom Slovenije in upam, da bojo vsi probali ohraniti mirno kri, ker v takšnih situacijah nam ogroženim ne preostane druga, kot zaupati v varnostne službe, v varnostne
enote in biti optimistični, da se bo to nekoč končalo, da bo spet kot na Bledu posijalo sonce tudi za vse druge. Tako da midve sva imeli res srečo. To je zgodba s srečnim koncem. Pa še enkrat zahvala predvsem gospodu županu, ki je organiziral prav vso logistiko, osebno je poklical za namestitev, osebno je poslal gasilce, tako da na Bledu imamo res izvrstno logistiko. Zdaj po besedah blejskega župana najprej nameravajo zagotoviti prevoznost vseh cest. Sledijo kratkoročni in dolgoročni načrti za sanacijo in preventivo, nemoteno pa se nadaljujejo tudi vse občinske investicije.